Tito je trdil, da so republiške meje zgolj administrativne in za komunistično revolucijo nepomembne. Meje med Slovenijo in Hrvaško postanejo državne meje. Hrvati trditve njihovega Tita ignorirajo. Hrvaška noče niti slišati, da je slovenski narod za ogromne izgube v Italiji v zameno dobil Istro, in pravi, naj se o tem dogovorimo z Italijani. Hrvati Istre, ki pripada slovenskemu narodu, nočejo predati Sloveniji. Predsednik Slovenije zahteva okupirana ozemlja v Istri nazaj. Hrvaški predsednik pa zagrozi z vojno. Hrvati nato za utrditev hrvaških pogajalskih pozicij izvedejo dodatno okupacijo, Savudrijski rt pa v parih letih gosto pozidajo, da bi otežili vrnitev ozemlja Sloveniji. Hrvati spet uresničujejo načrte fašistične NDH. Izvajajo roparske vpade na slovenska ozemlja, predstavljajo državne menike v notranjost Slovenije in izvajajo druga barbarstva. Slovenski politiki so kot v 50. in 60. letih ponovno neodločni, a tokrat ni opravičila. Hrvati v letih 1993 in 1994 z izgovorom bližajoče turistične sezone izsilijo gradnjo mejnega prehoda globoko na slovenskem ozemlju. Da bi okupacijo še pravno pokrili, leta 1993 vzporedno ukradejo katastrske dokumente iz tržaškega arhiva. Nato začnejo vdirati na slovensko ozemlje in v Piranski zaliv, da bi tudi javno pokazali, da si ga lastijo. Glavni krivec za nesrečo slovenskega naroda so tudi tokrat slovenski politiki. Katastrske meje iz leta 1845 obstajajo še iz obdobja pred nastankom Avstro-Ogrske. Republiki jih v 70. letih sporazumno izravnata po reki Muri, Slovenija se dogovora drži in preda katastrsko dokumentacijo Hrvaški. Hrvati pa svoje katastre nočejo izročiti Sloveniji. Po letu 1993 si Hrvati začnejo lastiti izigrana ozemlja. Vdirajo na ozemlja, ki so bila vedno pod slovenskim nadzorom, ter sejejo razdor in sovraštvo med ljudmi. Dolgoročni cilj Hrvaške je ozemeljsko mejiti na Italijo in Avstrijo ter Slovenijo odrezati od morja, kar jim je tudi že v veliki meri uspelo. Tudi od leta 1989 vsi hrvaški voditelji uresničujejo načrte fašistične NDH proti sosednjim narodom. Med slovenskimi politiki, ne pa v slovenskem narodu, imajo Hrvati mnogo pomagačev pri uresničevanju svojih fašističnih načrtov. Tudi sicer so slovenski politiki glavni krivec za nastalo situacijo. Večina ne dela za nacionalne interese. Slovenija jim služi le kot poligon za uresničitev bolne grebežljivosti in pohlepa. Za prihodnost naših otrok pa jim ni mar. Primerjava velikosti izgube Slovencev in slovenskega ozemlja, ki so ostala v Italiji za slovenski narod, v primerjavi z državami, ki so odločale o razmejitvi z Italijo ali so bile posredno vpletene. Hipotetične izgube teh držav so vrisane v belem.
Slovenija ni nikdar začela vojne, a je kljub temu s svojim narodom in ozemljem plačevala težko ceno za druge. Slovenski politiki imajo dolžnost, da države vpletene v razkosanje in izgube slovenskega ozemlja iz prve in druge svetovne vojne opozarjajo na odgovornost za njihova dejanja do slovenskega naroda in za storjeno škodo izterjajo materialne, ozemeljske in druge koncesije. Slovenski narod je za svoje ogromne izgube v Italiji po veljavnih mednarodnih sporazumih v nadomestilo prejel ozemlja Italijanov v Istri. Tito je preko Bakariča izpolnjeval načrte fašistične NDH in Istro prvič v tisočletni zgodovini priključil Hrvaški na škodo Slovenije. Lenin je napisal: Obesite vsaj 100 kulakov, usmrtite talce. To naredite tako, da bodo ljudje 100 kilometrov naokoli to videli in se tresli. Stalin je v Sovjetski zvezi do leta 1940 dal pobiti 12 milijonov nedolžnih ljudi. Jugoslovanska komunistična elita se je v Moskvi šolala za hladnokrvne teroriste. Stalin je nastavil Tita za vodjo. Do Titove smrti se v Jugoslaviji brez odobritve Tita ni zgodilo nič. Mnogi ljudje Tita nosijo v dobrem spominu, v spominu obraza, ki ga je imel Tito za javnost. Izvajanje umazanih del pa so za Tita izvedli drugi. Deli meje med Slovenijo in Hrvaško, ki so nastali v času Jugoslavije, nimajo ne civilizacijsko-pravne, ne mednarodne veljave, ker so bili zarisani v senci diktature, pobojev in množičnih zapiranj. Po razpadu Jugoslavije sta edina priznana mednarodno-pravna dokumenta Pariška mirovna pogodba in Londonski sporazum, po katerem slovenski narod dobi italijanska ozemlja v Istri. Po razpadu Jugoslavije je Slovenija naslednica tega sporazuma. Po razpadu države je podobno kot po ločitvi zakona ali druge pravne skupnosti. Razdelijo se dolžnosti, pravice in imetje. Slovenski narod ima med ostalimi tudi pravico do Istre, ki izvira iz zamenjave ozemelj. Kdor se s tem ne strinja, naj svojo lastno parcelo, ki jo je dobil v zameno, prepusti tretjemu sosedu, s premoženjem slovenskega naroda pa se nima pravice igrati. V mednarodnem pravu se države sklicujejo tudi na dejstva in pogodbe, starejše od 300 let. Slovenija je še leta 2008 uporabljala sporazum sklenjen leta 1901 med Kraljevino Srbijo in ZDA. Sporazum je podedovala Slovenija preko stare Jugoslavije in socialistične Jugoslavije.